Danes v Pomurskem dnevniku. Srečanje starejših občanov. Redni vrh koalicije. Zbiranje stekla od vrat do vrat. Poraz Mure proti Celju. Jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Po 2 dolgih letih je v prostorih hotela Diana spet potekalo tradicionalno srečanje starejših občanov. Mestna občina Murska Sobota in mestne četrti so včeraj v prostorih hotela Diana po 2 letih ponovno pripravile tradicionalno prireditev za vse občane, starejše od 70 let. Prisotne je pozdravil začasni župan Murske Sobote Zoran Hoblaj, ki je dejal, da so ta srečanja že vrsto let stičišče prijateljev. Bili ste najbolj izpostavljena generacija tudi v času covida. Vemo, da so starejši pravzaprav v tem času najbolj trpeli, tako glede samih možnosti okužbe, kot tudi potem seveda zaradi omejevanja stikov. In stiki starejšim pomenijo največ. To vidimo tudi mi pri nas v domu. Če so omogočeni stiki, je veselje toliko večje. Srečanja se je udeležil tudi prejšnji župan Aleksander Jevšek ter prisotnim namenil nekaj besed. Med drugim se je dotaknil minulega težavnega obdobja ter izzivov, ki so še pred nami, posebej pa je poudaril, da njegov odhod ni bil najlažji in to predvsem zaradi pristnih vezi, ki jih je stkal z mnogimi občani. Zelo vas pogrešam v Ljubljani in zdaj, ko sem šel tule okoli par prijateljic in prijateljev, kak je v Ljubljani, nikak je ne v Ljubljani. Močvirju ni bilo nič nikoli pametnega. Ampak, veste kaj, naši ljudje iz Pomurja, iz Prekmurja, iz Sobote, pa moramo biti tam. Ker če ni nas tam, potem o naši usodi odločajo drugi. In to je bila glavna odločitev, zakaj sem se jaz odločil za to zahtevno funkcijo, ki mi je res jemlje vso energijo, ampak ko prijem nazaj med vas, pa to energijo spet dobimo od vas nazaj. Na oder je stopila tudi predsednica mestne četrti Center Angela Novak, ki je bivšemu županu v znak zahvale za njegovo delo predala simbolično darilo izdelka sekcije za ročno delo Društva upokojencev Srček in Cumprnco. Cumprnce lejko delajo tak, pa lejko delajo ovak, ali da se ne da znal odločiti, kak bi napravil, naj si bravke zemete v Cumprncu, pa ona njemi to lepo vse povej naprej prihodnje, kako da se obnašal, pa kako da nam tudi pomagal. Angela Novak pa je z nami delila še nekaj vtisov. Mislim, da sleherni v sebi nosi neko zadovoljstvo in prijetno za srečanje po tolikih letih, da se prijatelji, sosedje, znanci, pa tudi drugi srečamo, da se vidimo, kakšni smo, ali smo res tako ostareli, ali smo res takšni ali drugačni. Veseli me, da se nas je toliko zbralo. Tako da nekaj le manjka v tistih 2 letih, recimo, ko to ni bilo mogoče. Ta prireditev pa naj še ostane, naj ne pride neka taka stvar, da bi zopet tako naše srečanje zamrla, kajti to za nas je ena od oblik veselja, druženja in klepetanja. Pripravili so kulturni program, popestrili pa so ga učenci Mursko-Soboške 3. osnovne šole, ki so kar nekaj besed ljubezni namenili tudi svojim babicam in dedkom. Vsem prisotnim pa so zapeli in se celo predali glasbenim ritmom. Na poseben način pa so nastopili tudi upokojenci, saj so člani literarne sekcije Društva upokojencev svoje razmišljanje prelili v literarne izdelke in tudi v rime, ki so jih delili z vsemi prisotnimi. Včeraj je premier Robert Golob sklical vrh koalicije, na katerem so prečesali aktualne politične zadeve. V Brdu pri Kranju se je odvil redni koalicijski vrh. Predsednik vlade Robert Golob pa je skupaj z ministri in poslanci razpravljal o aktualnih političnih temah. Predstavili so dogovore glede zajezitve energetske draginje na ravni Evropske unije,
Koalicija pa je pregledala tudi načrtovane zakone in ukrepe ter potek referendumske kampanje. Vsi smo se strinjali, da je bilo opravljeno v preteklosti ogromno delo, ne samo, da smo zaštartali skorajda polovico področij, ki so omenjena v koalicijski pogodbi, nekateri cilji, na katere moče celo pozabljamo, so že zdavnaj realizirani. Eden od ciljev, da smo začeli z odstranjevanjem žice z meje, odstopili smo od pogodbe z Boxerji, pripravili smo izhodno COVID strategijo, sprejeli smo interventni zakon na področju zdravstva, zato da bomo lahko odpravljali čakalne vrste. Je prav, da se tega zavedamo, predvsem zato, ker smo imeli dva osnovna cilja za letošnjo jesen. Prvi osnovni cilj je bilo področje draginje in kot je bilo rečeno, danes lahko z veseljem povemo, da je ob nastopu te vlade bila letna inflacija 10,8% v Sloveniji. To je bila junija. Danes je 9,9. Drugo področje je bilo področje, na katero smo skoraj da vsi že pozabili. In to je bila izhodna strategija COVID. Ko smo nastopili z vlado, smo bili vsi v nekem strahu, kaj bo jeseni. Danes lahko ugotovimo, da družba normalno deluje, da so najranljivejše skupine zaščitene in da smo se na nek način navadili živeti s COVID-om kot eno od običajnih bolezni. V prizadevanjih za gospodarno ravnanje in ločeno zbiranje odpadkov so pri podjetju Saubermacher Kommunala uvedli tudi storitev zbiranja stekla po sistemu od vrat do vrat. Dodatnih stroškov pri tem ne bo, interesenti pa se morajo prijaviti. Skrb za okolje je dandanes bistvenega pomena, k temu pa lahko pripomoremo tudi z ločevanjem odpadkov. Tudi podjetje Saubermacher Kommunala si prizadeva za ekonomično ravnanje, zato so pričeli z akcijo zbiranja stekla po sistemu od vrat do vrat. Gospodinjstva odslej lahko odpadno stekleno embalažo zbirajo doma in sicer v 120-litrskih zapojnikih. Storitev ne bo povzročala dodatnih stroškov, se bo vključena v mesečni stroškovnik. Z novo storitvijo se bodo umaknila zbirna mesta oziroma ekološki otoki. Za gospodinjstva večstanovanjskih stavb je odvoz že urejen in se sedanji način odvoza ne spreminja, tako da se na storitev ne prijavljajo. Vsi ostali, ki se želijo vključiti v storitev, lahko to sporočijo s prijavnico, ki jo najdejo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota, tam pa dobijo tudi vse potrebne podatke. Odvozi se bodo vršili v skladu z urnikom za leto 2023. V sredo so 4 pomurski nogometni klubi odigrali tekme 16. pokala Slovenije. Ljutomer je izgubil proti Olimpiji, Odranci proti Rogaški in Srdica proti Zavrču. Poraz je zabeležila tudi Mura, ki je letošnje udejstvovanje v pokalu zaključila v Celju v 16. finala. Ja, derbi tega pokala, ki je upravičil to ime. Obe ekipi sta si priigrali dovolj priložnosti. Želeli smo biti agresivni, nekajkrat nam to predvsem na začetku tekme odlično uspevalo, potem smo v določenih segmentih malo zamudili v zvezni vrsti in izpadli. V drugi polčas pa zelo soliden, kjer smo pritiskali, sploh v zadnjih 15 minutah si ustvarjali neke zadeve, tudi tam po zadetku 2-1, tako lepa priložnost Klepača, ampak žal se ni šlo, spadli smo proti eni najboljši ekipi v državi, ekipi, ki je nekje na naši ravni, poleg tega smo še igrali v gosteh v tej zgodnji fazi, ampak ne smemo iskati opravičil, dali smo svoj maksimum, žal nam je danes nekaj malega zmanjkalo. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 10 stopinj Celzija, ravno toliko pa je bilo tudi v Murski Soboti, Lendavi in Radencih. Jutri bo večinoma sončno, s koprenasto oblačnostjo. Po nižinah bo dopoldne ponekod lahko tudi dlje megleno. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah ter mrziščih Notranjske okoli 0, na Primorskem do 8, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru med 4 in 5, dnevne pa od 12 do 13 stopinj Celzija. V soboto bo precej koprenaste oblačnosti, po nižinah bo v notranjosti zjutraj in dopoldne marsikje megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, na jugozahodu ni izključena kakšna kaplja. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 3 do 4, čez dan pa od 10 do 13 stopinj Celzija.
Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.